vse sisteme pa karkoli že, oziroma vse predmete čas pobere. In tudi našo kabelsko je v nekem trenutku pobral. Torej, odločiti se je bilo treba par let nazaj, ali jo puščamo in zanemarjamo in jo počas zgubimo, ker bi sama od sebe usahnila, ali pa se je oplemeniti, tako se je potem zgodilo z iskanjem upravljavca in s tem, kar zdaj imamo, to se pravi z EVJ-jem in s temi, z vso to povezavo, kakršna pač je. Ker vse stvari, ki smo jih mi ugradili, po moje, je čas povozil že prav kmalu po tistem, ampak bo tudi teh, ki so danes najmodernejši, čez par mesecev ali pa par let čas povozil. Tako da je zmeraj treba na en določen, če vztrajaš pri takem sistemu, ga je treba stalno obnavljati. Tako je Vida Bališ razmišljala pred 12 leti, ko se je kabelska televizija Medvode znašla pred novimi izzivi z izbiro novega upravitelja sistema, ki je s seboj prinesel tudi številne posodobitve. In danes smo pred podobnim izzivom. Tehnološki boj velikanov je prinesel slabe čase za male podjetnike, med njimi žal tudi EVJ Elektroprom ni uspel več uravnotežiti ponudbe za nizko ceno na eni strani in zahteve po čedalje boljši in kompleksni ponudbi strani naročnikov. Kabelska televizija Medvode tako vstopa v novo obdobje. Upravljanje namreč prevzema podjetje Telemach. Si predstavljam, da je EVJ ravno tukaj imel tisti največji problem, da ni mogel slediti cenovni politiki, kot jo diktirajo te veliki operaterji. Zdaj on se je že v preteklosti povezal s Telemachom, za naše naročnike to pomeni, da Telemach prevzema pogodbo o upravljanju od EVJ-ja, se pravi, gledalci so lahko pomirjeni, ostajamo lastniki kabelskega sistema, samo upravitelj postaja zdaj še večji, lahko rečem, upamo, da še boljši, ne samo na področju zagotavljanja dodatnih storitev, kot tudi samega vzdrževanja, kajti to je tisto bistveno, kar pri naročniku šteje, da je spremljanje programa nemoteno, se pravi, da lahko skozi gledaš televizijo, uporabljaš internet in da če že pride do težave, da ti jo nekdo zelo hitro odpravi. Nekako Telemach kot eden izmed večjih konvergentnih operaterjev na slovenskem trgu prihaja tudi v ta lokalni del Medvode. Kaj pomeni to za naročnike? Dejansko, da postajajo del naše srečne in velike družine. Zagotovo je to ena taka pozitivna stvar, ki se bo zgodila. V preteklih obdobjih smo ogromno časa, energije namenjali in vlagali v mrežo na tem delu, predvsem zato, da bi pripravili mrežo za prihod naše ponudbe. Ponudba je tisto, kar je benefit, kar bo nek benefit za naše uporabnike, za vaše uporabnike, za nas vse. Tukaj govorimo o naših EON paketih, potem tudi o zanesljivem delovanju mreže. Prihaja zanesljivost hitrosti za našo giga mrežo, ki jo nenazadnje potrdilo tudi neodvisno testiranje Umlaut. Definitivno pa ta pristop do uporabnikov in uporabniško izkušnja, za katero se v preteklih letih toliko trudijo vsi naši zaposleni, na nacionalnem in tudi lokalnem delu. Tukaj govorimo o ponudbi kanalov novih v paketih, potem vodu, EON-u kot neki, recimo temu future televiziji, ki bo dala široko možnost izbire vsakemu posamezniku. Pa nenazadnje tudi mobilna telefonijo, ki je kot nek dodatek za vse te uporabnike tukaj, ki bo jim omogočena oziroma jim bomo jo ponujali po naši družinski ceni. Tudi kabelska televizija Medvode je nov pomemben korak za Telemach. Prihajajo namreč v enega prvih kabelskih sistemov v Sloveniji, ki so ga gradili ljudje, ki so videli v prihodnost. A da bi lahko videli v prihodnost, moramo poznati preteklost. Okrog leta 1980 so v krajevnih skupnostih današnje občine Medvode snovali načrte, kako bi razširili telefonsko omrežje in zgradili telefonsko centralo, ki bi omogočala več telefonov, saj takratna Ljubljanska pošta ni sledila potrebam po terenu.
Člani krajevnih odborov, ki so delovali pod okriljem KS Medvode, so na enem od številnih sestankov sklenili, da bi poskusili hkrati z izgradnjo telefonskega omrežja zgraditi tudi kabelski sistem televizije. Takrat se nam pravzaprav ni dosti sanjalo, oziroma nekakšna španska vas je bila kabelska televizija, ampak mi smo imeli tedenske sestanke zaradi izgradnje telefona in nekako po 2 letih takih sestankovanj in aktivnosti, ki smo jih vodili za nakup centrale in pripravo na mrežo, telefonsko mrežo, torej izgradnjo telefonije, je duhovnikov Jože en večer povedal, da bodo oni tam v njegovi vasi poleg kabla za telefon v tisto odprti rov, ki bo predviden za gradnjo telefona, dodali še koaksialc oziroma kabel, ki jim bo omogočal priklop na televizijo. Prišlo do ideje posredno, kako bi na Seničici pripravili v ožjem področju kabelski sistem, ki bi imel manjšo televizijo, televizijsko anteno, vendar se je potem kasneje znotraj samega odbora, tu je treba posebej izpostaviti, da je predsednica takratnega odbora rekla, če pa bo to na Seničici, bo pa povsod. In glede na to smo se potem pač skupaj odločili, da to potegnemo čez cele Medvode. No in ko smo ugotovili, da tehnične možnosti so, da so zainteresirani tudi na pošti, da se to dogodi, oziroma da nam niso preprečili takega mišljenja, smo začeli teren tipati. Sama skupina je ugotovila, da če bi takrat dobili nekako 600 vrnenih anketnih listov, ki smo jih razposlali v vsako gospodinjstvo, da bi se akcije upali postopati. Mi smo tiste liste prav presnet težko čakali, da so nazaj prišli in jih je bilo glih kakšnega čez 600, kar je pomenilo, da smo zadevo dobili potrjeno, da so ljudje zainteresirani, ampak v tistem momentu ni nobeden opazil, da gre to za vse teren čez celo zdajšnjo občino. To se pravi, prišle so želje iz Katarine, iz Zavrha, iz povsod, a ne? Še najmanj jih je bilo z blokov. In seveda mi smo te želje mogli potem tudi spraviti v realnost, to se pravi, smo vlekli napeljavo tudi do teh naročnikov, ki so se takrat prijavili kot potencialni naročniki. Pri pripravi projekta so sodelovali z redkimi strokovnjaki, ki so takrat imeli znanje o gradnji takšnega sistema. Mnogi med njimi so pristopili k sodelovanju tudi z nekaj skepse, a na koncu priznali, da je končni sistem deloval mnogo boljše, kot so si mislili, glede na predhodne izračune. Verjetno tudi zaradi izjemnega pristopa, ki so ga ubrali graditelji. Zavedali so se namreč, da zaradi obsežnega projekta prostora za površnost in napake ni. Vse se je delalo na podlagi dokumentacije. To ni šlo nič na pamet, kdo bi rekel, da smo kaj po domače naredili, niti slučajno. Vse podlage so bile najprej na bazi telefonije. Šele ko smo te podloge imeli za te projekte za telefonijo, se je nanje narisalo še bodoča mreža za kabelsko. Ker v nobenem primeru, to sem že dostikrat poudarila, izgradnja same kabelske v takem razširjenem sistemu, ki je naš, ko ne zajema samo par blokov pa kakšne hiše lih zraven, ampak smo pa izračunali, je zajel čez 200 km kabliranja. To ni hec in se nismo mogli privoščiti nobenih tehničnih napak, tudi ne, da nas ne bi kdo ustavil pri gradnji. Zelo lepi spomini. Namreč, ko sta me člana odbora, gospod Jože pa gospa Vida, poklicala na razgovor, sem si predstavljal, da bomo skablirali neki bloko, in to bo 1, 2, 3 narejen.
In to bo en tak manjši sistem, mogoče bo kakšen satelitski program, ki je bil takrat že bav in to bo 1, 2, 3 narejen. Ampak, ona dva me pogledata pa rečeta, ne, mi bomo tukaj imeli vse krajevne skupnosti skablirane, gor do Katarine, mi bomo tukaj imeli vse programe, ki jih je možno noter dati, mi bomo to vse v zemljo zakopali. Sem rekel, se to ni mogoče? So rekli, to je mogoče, vse je mogoče. In so me v nadaljevanju naučili, da je vse mogoče. Mnogo je bilo ovir, tudi nestabilni dinar, katerega tečaj se je dnevno spreminjal in ljudje dejansko niso vedeli, kakšna bo sploh končna cena sistema. A so uspeli, saj je skupnost delala kot eno in zgradili ogromno omrežje, ki kljubuje času in tudi številnim drugim oviram. Še danes mi ni žal, da smo šli takole na široko. Prvič trdim, da telefone absolutno rabijo tisti, ki so bolj oddaljeni od centra, še veliko bolj kot oni, ki smo bili bliže pošti ali pa bliže nekomu, ki je takrat telefon že kakšen sosed imel. Kar se pa kabelske tiče, pa jo je vzel pač tisti, ki je mislil, da jo lahko sfinansira in še danes tako velja. Kabelska je pač neka dobrina, ki jo ni nujno jemati, a ne? Vzameš jo z nekim razlogom. In še danes se mi dobro zdi, da je bila aktivnost tako široko zastavljena, da je šlo 95% kablov v zemljo. Konkurenca je že v času, ko je kabelska televizija Medvode namesto vzdrževalca, ki ni opravljal dela tako učinkovito, kot bi moral, sklenila prvi dogovor o upravljanju s podjetjem Evaja Elektroprom, z bolj ali manj agresivnimi trženjskimi koraki vstopila v občino Medvode in tako je še danes. Res, da so jim v interesu predvsem gosto poseljena območja, a težave povzročajo povsod. Z različnimi pristopi, tudi z lažmi o propadu, na primer, poskušajo pridobiti naročnike, a kar pogosto se zgodi, da se ti po izteku vezave vrnejo k kabelski televiziji Medvode. Upraviteljem pa pomaga tudi tehnična služba, ki se sooča še z drugimi vrstami težav. Vemo, da se zdaj menjajo omarice, to, kar vidimo tukaj v zadju, potem bo treba zamenjati kable, bo treba marsikaj prestaviti, tako da bo iz tem zelo, zelo veliko dela. Sodelujem tudi pri koordinaciji izgradnje infrastrukture čisto zate v občini Medvode, z gradbeniki. Z občino moram reči, da je sodelovanje odlično, z gradbeniki bistveno težje, sploh me pa ni všeč nadzor, ker jaz vem, da nadzor mora biti v službi naročnika, v službi investitorja, ampak ta nadzor bi lahko rekel, da je bolj v službi izvajalcev, kar je pa čist narobe, ker s tem se jaz nikakor ne morem strinjati. In pri poškodbah naših tras, ki se nam je dogodil v dolžini 100 metrov, da je bila trasa 5krat oziroma večkrat poškodovana in potem, ko smo hoteli zgraditi nadomestno traso, se nikakor ni dal dogovoriti, čeprav smo ponudili cevi, pokrove jaškov, to se pravi, ta izvajalec, ki je napravil nam toliko poškodb, bi samo ogradil cevi in dal jaške po naših načrtih, naših navodilih, ampak se ni dal dogovoriti in je bilo treba vse zadeve plačati. Težave so tudi zaradi tega, ker novograditelji ne pridobivajo več soglasja strani KTV Medvode in potem zaradi manjka informacij poškodujejo sistem in ga pogosto potem kar sami nestrokovno sanirajo, ter s tem kasneje povzročijo še večje težave. Tudi ob tokratni prenovi potekajo gradbena dela, ki sprožajo tudi pomisleke in vprašanja strani naročnikov. Pri posodabljanju sistema smo naleteli na nekaj težav, predvsem v prvi vrsti ob izgradnji kanalizacije je prišlo do večjih pretrgov, zaradi tega je bilo treba ta kabel sanirati. Če je bil kabel prevečkrat pretrgan, je bilo treba nadomestiti celo traso z novim kablom. Potem je prišlo tudi do tega, ker Telemach sedaj želi v vseh ojačevalnih mestih imeti tudi brez prekinjeno napajanje, se pravi UPS-e, da je bilo treba postavljati večje omarce, da smo lastnike, ki imajo na domovih take omarce, prosili, če lahko postavimo večje omarce in da je zdaj tudi na nekaterih trasah, kjer je število naročnikov bistveno večje,
ali pa smo želeli do nastrjenega naselja postaviti optični kabel, da je treba narediti novi skop. Zdaj, tukaj se vedno srečujemo s problemom pridobitve dovoljenj za prekope. Ljudem pač povemo, da gre za kabelski sistem, ki je še vedno v naši lasti in da ta kabelski sistem želimo, da deluje dobro tudi v prihodnje. Če pač to želimo, potem moramo postaviti nov kabel in zaradi tega si pač pridobivamo nova soglasja in jaz upam, da bodo naročniki to razumeli, da si bodo pač razmislili in nam dali soglasje za to, da lahko postavimo novo traso nekega kabla ali pa da postavimo novo večjo omarico tam, kjer je pač potrebna. Vse to gre v to, da se bo ta uporabniška izkušnja pa število storitev, ki jih nudimo, pač lahko približalo vsem tistim, kar ponuja Telemach tudi v centru Ljubljane recimo. Telemachovi ekipi pa, kot že rečeno, tako kot prej tudi Elektropromovi, ob strani stoji in pomaga strokovna tehnična ekipa KTV Medvode, ki se tudi sooča z različnimi bolj ali manj težkimi izzivi. Jaz ali pa strokovni sodelavca, ki prihajajo na domove, mi dva v glavnem dela iščeva soglasje. Ali za prekop terena, ali za menjavo omarice na hiši, ali za bom rekel, večjo omarico, ali zale, ki se vgrajujejo oziroma nameščajo te omarice za UPS, to je za napajanje sistema v primeru izpada elektrike, ampak v glavnem moram reči, da občani te zadeve razumejo, tudi soglasje večinoma zelo hitro pridobimo. Mrk zdaj je pa tudi treba iti večkrat v hiše, kakšno gospo majhen bolj prepričvati. Včasih smo pa tudi doživeli, da so nas skoraj nagnali, ko smo prišli. Časi se spreminjajo, zato se graditelji kabelskega sistema zavedajo, da bi težko ali skoraj nemogoče še kdaj zgradili takšen sistem. Ja, jaz za danes res ne morem več vedeti, kako bi se ljudje obnašali, ko se vsak tako samo svoje za svoj košček zemlje bori. Ampak takrat je bilo pač vse naše, pa naš interes je bil, govorim o množini, naš interes je bil, da si pridobimo telefon, to je bila prva predpogoj, potem pa še hkrati kabelsko. Kabelska je bila že kar nekakšen nadstandard in če jo je kdo imel, je bil s tem že kar malo več, kot tisti, ki jo pač niso imeli, ne. Računamo torej na solidarnost in srčnost, ki je vodila krajane, da so leta 1988 zgradili skoraj 70 kvadratnih kilometrov obsežen sistem, ki ga sedaj torej ponovno prenavlja novi upravitelj. In čemu je sploh potreben upravitelj sistema in kaj bi se zgodilo, če se sodelavci kabelske televizije Medvode ne bi pravočasno odzvali na grožnjo, da bodo ostali brez upravitelja? No, to bi bilo pa zelo slaba rešitev oziroma bi dolgoročno pomenilo propad tega sistema, kar se je izkazalo kar na nekih krajih v Sloveniji s podobno osnovo številom naročnikov, kjer ni pravočasno pristopil oziroma dobil ustreznega upravljavca, sigurno ne bo mogel konkurirati tem velikim sistemom, ki so se pojavili na trgu. Dolgoročna pogodba o sodelovanju je torej temelj in zagotovilo, da bo medvoški kabelski sistem uspešno kljuboval času tudi v prihodnje. Dogovorili smo se za ustrezno pogodbo o sodelovanju, dogovorili smo se za daljši rok in do sedaj, kar smo aktivnosti imeli na tem področju ob prevzemu s tem zadnjim majem našega sistema, že potekajo ustrezne nadgradnje sistemov in mislim, da bomo v letu ali dveh popolnoma posodobili sistem. Se moramo le zavedati, da naš sistem obsega skoraj 200 km kablov, od tega veliko koaksialnih, da smo omrežje hrbtenico imeli zgrajeno že z optiko in da se trudimo oziroma ob prenovi bomo tudi podaljšali optiko in naredili nekaj več optičnih otokov, kar bo omogočilo našim naročnikom enake pogoje tako v centru Medvod
kot oddaljenem, 16 km oddaljenem koncu našega kabelskega sistema. Telemachovi sodelavci so v teh dneh na domovih menjali kartice in počasi pripravljajo sistem na prehod na njihove storitve v omrežju, ki mu pravijo omrežje prihodnosti. Kar se tiče same optike, mi imamo gigaomrežje. Gigaomrežje je tisto, kar nam daje potem tudi potrditev strani neodvisne agencije Umlaut, da imamo trenutno najomrežje v Sloveniji, ne glede na to, kakšna je tehnologija v zadnje. Naše omrežje je hibridno omrežje, pomeni, da teče na optiki in potem na zadnjem delu preko druge tehnologije. Na koncu je pa najpomembneje, da deluje, da je zanesljivo, da omogoča hitre prenose in da je sodobno v koraku s časom. Zato so tukaj naši paketi, ki tečejo na tej našem giganetworku, ki ponuja uporabnikom dejansko korak naprej z EON Boxom, Smart TV aplikacijo, ogledom za nazaj za 7 dni, z največjim zbirko filmov in oddaj dokumentarnih za oglede, in to je tisto, kar zares šteje. Vsak uporabnik bo v teh dneh in v začetku prihodnjega meseca obveščen o tem, kdaj in kako se bo izvedlo zapiranje programskih shem, ki jih je Telemach v času epidemije odprl za naročnike, da so lažje preživljali čas doma. Hkrati bojo vsi uporabniki dobili na dom naslovljeno pošto z točno navedenim paketom, se pravi našim paketom, ki jim je bil dodeljen glede na predhodni paket, in pa z vsemi benefiti, ki jih prejemajo kot člani te naše Telemachove družine. Se pravi, od možnosti prehoda na pakete po lastni izbiri, se pravi EON pakete, do ugodnosti, vkolikor se odločijo za našo mobilne storitve, se pravi permanentne ugodnosti, popust za uporabo naših storitev. Pa seveda tudi hitrosti interneta in vse ostale ugodnosti, ki pritičejo. Obljubljajo vsakoletno nadgrajevanje hitrosti in vsebine ter delajo na tem, da so vedno korak pred konkurenco. Telemachova poslovalnica Mbox je tudi na Medvoški 3 v prostorih blagovnega centra Mercator. Še vedno bo svojo vlogo imel tudi svet kabelske televizije Medvode s predstavniki naročnikov in zaposlenih na televiziji Medvode. To je najbolj pomembna vloga sveta je, da sprejema program dela in razvoja kabelskega sistema in bedi nad reševanjem tega, da imenuje direktorja, da sprejema statut, da na predlog direktorja sprejema urednico in tako naprej, da ima veliko teh vlog, da pa mogoče bo manj vpliva na programsko shemo in pa na cenik, ker cenik je pogojen s trgom. Pomembno vlogo pa bo še naprej držala vaša najljubša lokalna televizija Medvode, ki je z vami že vse od začetka delovanja kabelskega sistema in je eden najpomembnejših obveščevalcev in nosilcev zgodovinskih zapisov o občini Medvode. Samo če zdaj pogledamo, kakšno vlogo je imela za čas koronavirusa, da smo omogočili, oziroma smo omogočili tako prenos svetih maš, da smo omogočili učenje nadaljavo in še enkrat se je izkazalo, kako prav so imeli tako imenovani pionirji kabelskega sistema, ki so več kot pred 30 leti začeli ta sistem graditi in bi se jim tem tudi zahvalil za njihov pristop, ker danes takega sistema verjetno ne bi mogli več zgraditi. Ja, jaz sem vpet v kabelski sistem od začetka, ki je bil še kabelski sistem Smlednik. Jaz sem bil pri prvih, ki smo kopali vsak traso od sosedove hiše, pa plačali smo takrat, mislim, da 1000 mark. No, zdaj, potem se je ta sistem priključil kabelski televiziji Medvode. Mislim, da je zelo Telemach, da je res pristopil k celoviti prenovi sistema, tako da bi res vsakmo priporočil taka razširjena shema, tudi cenovno mislim, da je kar primerna, da ostane pri kabelske televizije Medvode oziroma da se nam pridruži. Verjamemo, da je to povabilo dovolj in da boste ostali naši naročniki še naprej. Sodelavci televizije Medvode obljubljamo, da se bomo trudili, da boste obveščeni, da vam bomo ponudili tudi dodatne vsebine in gradili vizijo naših pionirjev kabelske televizije, ki so s pogumom in nekaj preroškimi sposobnostmi zgradili temelje sistema, kakršnega imamo.
No, eno od pričakovanj je bilo, mislim, to spet nisem jaz pogruntala, ker to je bilo spet od Jožeta Duhovnika, da bi otroci v tistem hudem mrazu in v tistem takem slabem vremenu lahko od doma tako rekoč v šolo hodili, ne? Kar pomeni, da bi se od doma učili. To je zdajšen internet, bi to celo to omogočil. Ne? Ampak on je očitno te stvari že prej bolj imel naštudirane, velike sveta videl in takale stvari že takrat pripodoval, ko smo se mi sploh šele seznanjali s tem, kaj sploh kabelska pomeni. Ko smo mi prevzeli sistem, je bila to televizija z nekaj programi in so je takrat, pa je to komaj 7-8 let, komaj govorilo o internetu, da mogoče bo pa kdaj v tem kablu tudi internet. Poglejte, danes je telefonija, internet, jutri bo in mogoče videokonference. To so torej naši vizionarji, izmed mnogih, ki so seveda prav tako zaslužni, ki so gradili, prenavljali in pomagali kabelski televiziji vso to obdobje od njenih začetkov pa do danes, ko pogumno stopamo naprej. Ostanite še naprej z nami.